Hello. Ker direkt gremo v video, kaj je danes pretty self-explanatory. Tole je Charla Nash, preden jo je napadel šimpanz Travis. In to je Charla Nash po rekonstrukciji obraza. Ne pa prvi, pa drugi, tretji. V glavnem, najprej, ker poslušamo tale telefonski klic, paničen telefonski klic policiji, majčkeno daljši bo. What's the problem? Police! Send the police! What's the problem there? The chimp killed my friend! What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up! With a gun! With a gun! Hurry Who has up! a gun? Please, hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? My chimpanzee! Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes! He ripped her apart! Hurry up! With a gun. Hurry up, please! There's someone on the way. With guns, please! Shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off! He ripped her face off? He's trying to attack me! Please, Okay, hurry! I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up! Listen to me! They're on the way, ma'am. Guns! They gotta shoot him, please! Please, hurry! You're there with your friend. I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't! He tried to attack me now! Is he still there with your friend? Yes, Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? Listen, I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Listen, please hurry. Please hurry. Oh my God. They gotta have their guns out. They gotta have their guns out. Listen to me. Oh my God. Is this your monkey or whose monkey Yes. is it? It's your monkey. No, it's mine. How do you know how big is he? How many pounds? 200 pounds. 400? 200. 200 pounds? Listen to me, please. Where are they? And he's a chimp, correct? Yes. Where are they? They're going your way. They're going as fast as they can your way, okay? Please go faster. Please, Dirk. Please. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. Please, God, oh please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, okay? Oh my God, please hurry. They tell them they gotta shoot him because I tried stabbing him and he's not, and it made him worse. Okay, Sandra. Have them shoot him. They will. Sandra, I already have the fire department close by, okay? So as soon as the police gets there, the fire department's going to move in, okay? The fire department can't move in yet, but as soon as the police officers show up... Please tell them. Shoot him because he's going to try to attack me now. Just breathe, Sandra. Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! Sandra, I need you to stay in your car. Shoot him, please! I tried stabbing him, and he's hurt now, too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. Lock your doors on your car and stay there with me. It don't matter. He will rip the doors wide Sandra, open. just do what I'm telling you to. Stay in the car. The police officers will handle it. Please tell him to shoot him. Please tell him. Please tell him to kill him, please. They did, Sandra. They're shooting at him already, okay? But he's not dead. I know. They will continue until he's dead, okay? I just need you to stay on the phone with me and breathe. He's not dead. He's not dead. Oh, God. Oh, God. Upam, da tisti, ki niste hoteli v celoti poslušati, da ste pač prevrteli naprej, če koga to preveč boli. Mene osebno je ta klic navdušil, da pač... Navdušil ste slab slišati. Šokiral do mera, da sem rekla, oh my god. Charla Nash, torej ta ženska iz slik, ki jo je šimpanz napadel, je utrpela hude poškodbe, ne samo fizične in kako zgleda, ampak tudi na možganih, tako da... In to strani šimpanza, ki je bil pravzaprav hišni ljubljenček njene zelo dobre prijateljice Sandre Harold. Tisti, ki so bili temu priča, torej policija, ki je prišla, so potem dejansko rabili posvet, da so to dali mentalno čez.
kaj so videli. Problem pri tem šimpanzu je, da kot sem rekla, da je bil hišni ljubljenček, ni bil samo to, Sandra in njen mož sta ga vzgajala kot otroka 14 let in je bil veliko več kot samo hišni ljubljenček. Saj nima logično. Bil je lokalni zvezdnik, znal je avto voziti, sam se je oblačil, imel je tudi on svojega hišnega ljubljenčka mačka in še zdaj ni popolnoma znano in tudi nikoli ne bomo zvedeli, zakaj se je leta 2009 toliko zmedel, kot se je in na ta način napadel ubogo Charlo. Torej, Travisa posvojita Sandra in njen mož. Posvojila pa sta ga, ki je bil star komaj 3 dni. Torej, rodil se je svoji mamici in mamica takrat ne vem, zakaj je želela pobegati iz tega zavetišča v Kaliforniji, kjer sta bila. In ko je ona želela pobegati, so jo potem tudi želeli sicer ustaviti, ampak so jo očitno, ne vem, nepreračunljivo ustavili toliko, da so jo ubili. In je v bistvu on takrat zgubil mamico. In kmalu zatem sta se potem Sandra in Harold, mož in žena, odločila, da ga posvojita, dala sta $50,000 takrat in sta ga odpeljala k sebi domov. In ja, prej se začnete spraševati, to je tam dovoljen oziroma ni pač z nobenim zakonom bilo takrat prepovedan. Zdaj pa mislim, da je, hvala Bogu. In zdaj, da je šlo pri Travisu kaj narobe, je opcija tudi to, da je bil toliko zgodaj odvzet od mami. Jaz to vidim pri svojemu mačku. Moj maček Albus je profuk. Ne vem, kakšno otroštvo je imel, ampak res je nesocializiran, čist čuden in sam mene tolerira in to ni dobra stvar. V glavnem hočem reči, da če se nekaj takega bizarnega otroštva tudi živali zgodi, lahko vpliva na žival. Lahko je vplivalo ogromno na njega tudi to, da ni pač odraščal z opicami, ampak z ljudmi. Bil je pa nerealno natreniran. Ali kako se temu sploh reče? Oni so rekli, da je bil vzgojen, ne natreniran. Vzgajali so ga na svojem domu na Rock Rimmon Road v predelu North Stanford v Stanfordu v Connecticutu. Travis je v bistvu njun stalni spremljevalec, kot sem rekla, vzgajala sta ga kot otroka in z njima je hodil v trgovino in okrog in po opravkih, ker je bilo noro in valjda je bil posledično lokalni zvezdnik. In tudi oni, mogoče je to vredno omeniti, niso bili lih nepremožni, imeli so kot podjetje neko vleko, tako da je tudi ta vlečno vozila vozil. Res si ga morate tako predstavljati na pol človeka, pač imel je majico za bejzbol, furati je gledal bejzbol in potem se je v avtu tako slikal in pač bil je res, kot da bi imel pač človeka. Ime ne bi dobil po Sandrinemu najljubšemu pevcu in pa sem probala zvedeti, kjer je to bil, ko najbrž ne Travis Scott in v glavnem nisem odkrila. Kakšno frizuro mi znam, zdi ta poletna zmeda. In tudi, ker je bil toliko v ljudeh, ni bil samo dober, discipliniran, ampak ljudi je bil tudi navajen, tako da ponovadi res niso imeli problema z njemu, ko se je tudi njegov sosed z njemu dejansko, ako se reče, ne bil ko borba, ampak tisti, ki se fajtaš v joku kot wrestling, je rekel, whatever, ta opica je bolj vzgojena kot moji nečaki ali moji otroci. Ampak to ni še to, pač mene je najbolj šokiralo pri tem, koliko je imel res človeških lastnosti. Pazi to. Ta opica, šimpanz, se je znal upisati na računalnik, pač z geslom, samo zato, da je potem lahko slike gledal. Gledal je televizijo, zjutraj se je zobe umival, oblačil se je, zjutraj se je sam oblekel, kolikor mu je pasal, pil je vino zvečer ob večeri iz finih kozarcev, tako kot pač vsi ostali pri hiši. Bil je navajen, da je vsak dan pride ice truck, mislim, pač sladoledar. In je v tisti uri, ko se je naučil, kdaj pride, ga je čakal. In je bojko po sladoledu. V glavnem, vsi so ga poznali in pazi to, pač on je vozil avto. In ne samo v smislu, da je pač so mu dovolila, pač je šel kdo z njemu, ne, ker kdaj so ga random videli v tej ulici, kako je on bil za avtom, za volanom sam, veš, mislim. In ratov je poleg lokalna zvezda tudi tako na izi, malo zvezda, zaradi tega, ker je bil Coca-Cola reklami in pa v še eni reklami, ki sem pozabila, kjeri in v ene par manjših serijah. Pa se je pa zgodila ena tragedija, oziroma 200 se, ampak v eni nič ne vem, ker mislim, da je Sandri na eni točki v nesreči umrla hčerka, ampak umrl je tudi mož za rakom leta 2005. In od 2005 do 2009, ne glede na to, da je Travis ratov malo problematičen, ko je Harold umrl, je ona, kot Sandra, je res rabila to lažbo, rabila je nekoga in neki, ker absolutno razumem, če ti toliko ljudi res umre najbližjih in so si postala še bolj blizu s Travisom. Ne glede na vso problematiko, ki se je že začela, sta tudi spala skupaj, pa ne mislim na ta način, ampak sta si pa delila poslo, tako da res je bila neka bližina, taka že malo ekstremna. In zato je to bilo grozno, to, kaj se je zgodilo 16. februarja 2009 in zdaj smo pri temu napadu. Charlotte Nash, zdaj nisem veliko menjala, ona ne razumem čisto, je bila samo prijateljica, je bila tudi delno zaposlena pri Sandri, ampak ta dan je šimpanz Travis že mečken bil
vznemirjen, tak smotan in šimpanzi so močni in lahko se jih večkrat bojiš in zobe imajo, tako da ni fajn, da je vznemirjen in da ni dobre vole. In avtomatično je takrat Sandra od Charlie želela pomoč, da ga spravita čim bolj mirno, čim hitrejš v hišo ali v kletko, nisem ziher kaj od tega, oboje je imel in je rabila večkrat pomoči, ker Charlie je bil šimpanz navajen, sta si od nekdaj dobra in preprosto mislila, da je to super ideja. Ampak se je to izkazalo za največjo tragedijo, zaradi tega, ker je takrat Travis, kot sem rekla, bil vznemirjen in je zlaufal iz hiše s Sandrinimi ključi od avta ven in valjda sta ga želela ujeti. In Charla se je odločila to tako narediti, da mu je kazala in špilala njegovo najljubšo igračo Tickle Me Elmo. Ful popularna, znana igrača, vsi so jo takrat v Ameriki imeli, eksplodirala je, nima veze, v glavnem spušča neke zvoke, da se je hihita in ne vem kaj. In ko je ona sprožila to igračo, je Travis ponoril in jo napadel na najbolj možen bizaren način. Šel je torej iz rage v še večji rage in jo napadel in je začel trgati obraz, trgati oči, res obraza njenega ni bilo, ni nič ostali in potem se je spravil na njene ude, na roke, na prste. Vse to je grizel, goltov, trgal, pač ne morem si sploh predstavljati, kako bizarno je to bilo. Traumatično tudi za Sandro. In Sandra ni samo čakala in gledala. Najprej, preden je klicala policijo, ker smo že poslušali, je ga najprej z lopato lopanila po glav in se ni zgodil nič, ker je bil tak mu režil, to je bilo adrenalina. In potem naslednja stvar, ga je zabodla v hrbet. In morate razumeti, ne glede na to, da je še vedno žival, koliko ne vem kaj, to je bil zanjo otrok neke vrste in je basically ga mogla zabost. In takrat se je šimpanz obrnil in je pogledal, zakaj si to naredila mami, pač čist nič mu ni bilo jasen, ker je pač zmerdil je žival in ni razumel. In ja, najbolj grozljivo je, to prej ne da se jih razbrati, se mi zdi, niti nisem omenila, da 911 klic, torej policiji, oni najprej niso mislili, da je resna in jo par minut niso vzeli resno. Jaz tega nisem razbrala iz klica, sem potem naknadno prebrala in to je bizarno. Zdaj, če bo oni prej prišli, bi te ženske verjetno ostali dosti več življenja, vse kot je. Strgal je vekel, trgal je nos, izdolbil in požrl naj bi oči in skoraj trgal tudi eno roko v celoti. Njena čeljust je bila popolnoma izpahnjena in potem je imela tudi poškodbe možganov. Sandra je pri svojih nekih 70 letih po tem napadu je priznala, da so bili že prej opozorilni znaki pri Travisu, da on ni okej. In vam zdaj opišem to eno prejšnjo situacijo, kjer stvari niso šle okej. Pa je bil torej mož Harold še živ, sta bila skupaj v avtu. Muska je bila, enega sta v avtu, Travis je bil itak vedno zraven in je šel mimoidoči, sicer idiot, ne vem zakaj je to naredil, ampak je čez odprto okno v Travisa not vrgel pločevinko, pa očitno je hotel tudi on svojo pozornost in Travis je se takrat strgal, tako je samo odpel pas in se je pognal za tem človekom. Človek se je normalno odstranil in mu nič ni bilo, ampak Travisa takrat niso mogli spraviti nazaj v avto. Travis je takrat ure in ure laufal po ulicah, ceste so bile zaprte, ker je bilo takrat toliko prometa in niso mogli ga umiriti in spraviti nazaj v avto. Prišla je policija, policijo je tam ganjal, za policijo se je podil in potem so ga probali v avto spraviti z njegovimi najljubšimi pregrizki in vsakič, ko so mu dali pregrizek, je on šel v avto in ga je pojedel in zbežal nazaj ven in delal štalo. Začaran krog, ni bilo konca in na koncu so ga pomirjevali, mu strelili in ko je spal, so ga spravili dan. In če mene vprašaš na tej točki, je bilo več kot očitno, da ta opica ni za javnost, da ni vse okej z njemu in da pač stvari ne smejo ostati take, kot so bile. Pa so ostale take, kot so bile in ja. Okej, zdaj pridemo do točke, ko prispe policija končno na kraj te tragedije in videli so, da je vse res, videli so, da se je to zgodilo in tudi, ker so videli, kot sem že rekla, jih je toliko prizadelo, to je bilo toliko traumatično, pač toliko raztrganega človeka videti, ki je še vedno živ, pač Sandra je mislila, da je Charla pač mrtva, se pravi, sploh nismo mogli razbrati, da je lahko človek na tej točki še živ, ampak je bila. In so vsi rabili psihologa, psihiatra, potem so rabili pomoč mentalno, da so dali to čez. In tudi tlej bil Travis še vedno bil zaboden, z lopato lopnen in skozi bolezen, tudi ona je po telefonu rekla, na tej točki bo napadel vsacga in pri policiji gladko se je zapodil v avto, da bo šel noter v avto in ker je bil zaklenen avto policijski, je odtrgal stransko ogledalo in potem je šel počasi proti hiši, ampak na koncu so ga ustrelili in lih nekje pri svoji kletki tudi obležal, ker je predvsem izkrvavel. Charla je potem prestala 7-urno operacijo, takrat še ni bil poudarek rekonstrukcija, takrat je bil poudarek, da jo rešijo in šele po 7 urah je bilo znano, da bo živela, da ni več v kritičnem stanju. Ne morem si pa predstavljati bolečine in groze in tega, da dojameš, kaj se je zgodilo. Meni je že kakšno srčna kap vmes, ker mislim, ne da bi, ampak kaj veste, kaj mislim. Pač, že se vmes zaveš, kako se prehajaš, kaj si, kdo si, kaj si, mislim. Ko so jo pa tja pripeljali, pa nos dol visel, pač komaj se še držal in oči so mogli vzeti ven in jih nekako
rekonstruirala, dati nazaj noter. Od vseh 10 prstov na rokah je ostal samo eden. Njena familija je takrat tudi odprla trust fund, rabili so pomoč in denar za njene operacije, rabili so pomoč za njeno hčerko, da je normalno živela naprej s toliko manj prilivi. In šla je tudi Charla Nash. Eni ste mogoče videli na Oprah Winfrey ali pa na izsekih iz Oprah Winfrey in takrat je tudi prvič in edinkrat se mi zdi s tisto starim obrazom. Prvo neko rekonstrukcijo je dala dol masko, in si dala roko in tako glavnem. Potem je ona dobila rekonstrukcijo. Problem je bil, da prvič mislim, ko so ji poskušali menjati bolj obrazast obraz narediti, je dobila takoj pljučnico in so mogli to odstraniti in še enkrat, ker je očitno takrat imunski sistem toliko pomemben, da se te stvari primejo, ker če nekaj vmes prije gre vse narobe, in potem končno je tudi dobila in so jo zdaj na tej točki, je bilo to 2krat rekonstruirala in potem samo še enkrat, ampak si dejansko že rahlo podobna, tako da hvala Bogu, upam, da ima kaj več od življenja, ker ona je to imenovala pol življenje na pol življenje, pač ni to, če prej sama menjala, gumo od tovornjaka in kar naenkrat ne more niti jesti, in tudi bila je potem v domu za ostarele in ne glede na to, da so tam pač lahko lepo skrbeli za njo, se je počutila kot en alien in to jo razumem, ker če enkrat tako zgledaš, si lahko znotraj isti človek, ki si bil, sam hočeš bližino, nek dom, nekaj lepega, ampak se te vsi po defaultu izogibajo, ker ljudje so tako prestrašeni in bojijo neznanih stvari in pač ni dobila nobene topline in je bilo grozljivo. Pač sploh si ne morem predstavljati. Kar se pa tiče Sandre, torej te bivše lastnice šimpanza, je pa umrla nekih 14-15 mesecev po tem, ko se je to zgodilo. Če sem prav razumela, iz neke vrste infarkta, zastoja srca, lik zaradi tega, ker po domač povedan, zlomljen srce, ker hčerka, mož, Sandra, pa še Travis je izgubila kot neke vrste sina za njo, vse je izgubila, tožbe so padale potem, ne vem, ko so bili to zmenjeni, ker res je bolj kriva moja država, da je to dopustila, ne vem. Ne bom pametna, ker ne vem, kako bi jaz ravnala, ampak zdaj moram tole ustaviti, pa še par pomembnih stvari povedati glede Travisa, zakaj je mogoče to naredil. Prvo, kako šimpanzi napadajo, je nekaj najbolj bizarnega, ker ne napadajo v smislu, jaz hočem tega človeka ubiti, ker sem jezen. Šimpanzi pa je, ko napadajo, ker je redko dejansko napadajo v smislu, da te čim bolj poškoduje, maltretira. Na nek način sem slišala kakor iz ljubosumja, kao ti si človek in imaš vse to in vse to funkcionira in jaz nič od tega nimam in ti fovš, da boljš deluješ kot človek, ker si razvitejša vrsta in lik za to gre na oči, gre na obraz, da ti uniči to človeškost in da te raztrga, ne bo te pa hotel ubiti. Ali pa opcija B, ker samci hočejo neko dominanco vzpostaviti in se bolj zazihrajo, da je potem samica njihova. Ampak pri Travisu moram še nekaj nujno opozoriti, ker zato so tudi tožbe padale in nismo zihar, koliko je to vplivalo na njega in možno je, da je. Pri avtopsiji Travisa na koncu so najdel v njegovem sistemu ali celo nekje v ustih ali v nosu so najdel Xanax, torej ostanke Xanaxa, torej dobival je neke vrste pomirjevalo. To je bilo strani Sandre, zaradi tega, ker je živela, da zadnje čase se mu malo trga in ni več safe in ni okej ta šimpanz in mu je potikala to, da je pomirjen, ker je vse okej do mere, ker je na Xanaxu tudi začne zgubljati spomin. In on ni tako dobro poznal mogoče Charle, ali pa saj za eno opico mogoče poznaš premalo. In ko je ona prišla, pa je imela takrat novo frizuro in opcija je, da je on preprosto zamešal, se izmedel. V kombinaciji s tem, da je imela ona takrat v rokah njegovo najljubšo igračo, torej tujec, ki ga ne poznam, se še z mojo igračo igra in on je bil že prej razjarjen in mogoče je bil to na češnja na torti pika na i, da je on sam naskočil in nobeno pravičil za nobenega, hočem sam reči, da tudi vse to je bilo potem valjda igralo vlogo pri sojenju in tožbah in vsem tem. In to je to za ta video, mislim, da bo kar dolg skupaj z cel moklicam, tako da tukaj zaključujem, podobne ideje mi pišite, še rajš na Instagram, ker hitrejši in bolj kvalitetno pogledam. Sam vedno zraven upis napišite to, da me navdušite, ker drugače gre lahko zelo hitro mimo mene. Spremljajte me na TikToku, ker imam skoraj vsak dan v tednu nov video in so top, tako da lahko še tam nagradite. Pa če me kdo še hoče podpreti na kakšen drug način, pa zraven nekaj dobiti, pa te tale difuzor, jaz ga imam doma v 2 barvah, noro lepa stvar je, noro lep prostor, eterično olje nudaš in vse diši in je res seksi. Itak je to produkt, ki je šel viralno na TikToku in še vedno je pač nekaj najbolj simpatičnega. Če me hočete podpreti, ne sem kot nek Patreon varianta, ampak tako da tudi nekaj dobiš, pa tudi cena je znižana, vedno je dol link, tako da če se boste kdaj odločili, sem ful hvaležna. Ok, dragi moji, Alien Mama out. Uživajte poletje še dokler je pa sonce in to. Pa upam, da imate res iskreno čim manj jebe s tem vremenom. Zdaj sem pa dosti nakladala. Aj, čau. Bye! Alien Mama out.